Po dolgem času spet s kamero na gorskem kolesu. Odpravil sem se pa na Kras, kjer bom raziskal zgodovinske poti na Brestovcu. Dejansko so nekdanja vojna oporišča in topovske položaje predelali v sistem sprehajalnih in kolesarskih poti. Živijo! En prav lep kolesarski pozdrav. Za kolesarjenje sem si izbral en tak kičast dan, res lep, sončen, brez oblačka na nebu. Je pa kar hladno. Čakal sem do 11. dopoldan, pa se je segrelo komaj do 12 stopinj Celzija. Ampak tako na soncu je prijetno toplo in če ne piha, je prav super. Za današnjo vožnjo nimam nastavljene nobene navigacije, samo nek okvirni plan v glavi, kje bom šel. Tako da, če koga zanima, če kdo rabi progo, da bi šel tudi sam na ta izlet, naj pogleda od spodaj v opis videa, kjer bom pustil link do svoje Strave. Jaz sem se začetek odpravil iz Nove Gorice proti jugu do Mirna, kar je mogoče ena taka minus točka pri tem kolesarjenju po Krasu, zato ker moraš narediti 12 km čiste ravnine, da sploh prideš do vznožja Krasa. Je pa po drugi strani Kras super za kolesarjenje, zato ker tudi po kakšnem deževju je zelo hitro suh, tista voda hitro odteče, tako da na poti nimaš veliko blata. Konec koncev pa tudi ta ravnina do Mirna hitro mine in ko si enkrat na koncu naselja, praktično že takoj lahko zaviješ na makadam in potem gor na Kras. In tukaj se tudi zares prav takoj začne vzpon na Kras. Nimaš kaj tuhtati, je treba nastaviti tempo in iti v hrib. Sem se kar zadihal in se grel tudi tako na soncu in ker nič ne piha, je res prav super toplo. In še, če pogledamo, kakšen razgled na spodnji del Vipavske doline in na Gorico. Prvi del vzpona gre pot proti zahodu, nato pa ostro obrne nazaj proti vzhodu oziroma proti soncu, kjer je en del poti tudi kar precej strm in kamnit, tako da moraš prav upočasniti, zbrati moči in jo speljati, ker če ne, izgubiš ravnotežje in moraš stopiti dol. Se sliši zvonjenje iz doline, ker je lih poldne ura. Sem se prav ustavil tukaj, ker je tak lep pogled na Miranski grad. In tle se tudi vidi, koliko je treba te ravnine premagati, da prideš od Nove Gorice do vznožja Krasa. Ampak tudi na tem delu se dobi makadamske poti, tako da ni prav kritično. Ok, grem dalje. Tle pa še en zavoj in še en tak malo bolj strm kos. Bom pa na vrhu. Evo, pa sem čez. Super. Sem na vrhu. Na koncu tega vzpona prideš zelo blizu glavne ceste, praktično si tle 100 metrov pod tistim parkiriščem, kjer je odsep za pomnik miru Cirje. Ampak Cirje bom si pustil še za kdaj drugič, jaz pa zdaj zavijem tle dol v Italijo in se odpravim na zgodovinske poti na Brestovcu. Ok.
Okay. Ta pot na italijanski strani ni tako lepa, kot naša. Manj je obljudena in zaradi tega tudi bolj zaraščena. In že v osnovi je narejena iz kamnov, tako da te kar precej preruka. Pri tem, da je zaraščeno, je tudi precej tazga trnja, tako da bi mi bilo res žal, če bi si raztrgal tale dres, bi mi ga bilo škoda. Ta je eden od novejših, znamka Sirocco. Če tudi koga od vas zanima ta znamka, imam en specialni link do njihove spletne trgovine in ne glede na popuste, vi zmeri dobite preko moje kode še dodatnih 10% popusta. Zdaj pa že slišim od spodaj glavno cesto, ki jo bom prečkal in se na drugi strani spet zagnal v hrib. Sem pri glavni cesti, ki jo moram prečkati in takoj na drugi strani iti v hrib. Upam, da ne bo preveč prometa in da bom lahko prišel čez. Ciao. Ciao. Vse realno gledano, jaz bi lahko prišel s kolesom po asfaltu do tukaj, ampak pol se vprašaš, zakaj sem šel na kolo. Potem bi ga lahko dal tudi v avto in prišel do Mirna. Tako da ta vzpon na slovenski del Krasa bi malo popestril vse skupaj. Tale zdaj tle na italijanski strani je pa dejansko tisti, ki te pripelje do Brestovca. Ja, pa tudi še kakšno oviro bom mogel premagati na tej poti. Tukaj je pa taka lepa gozdna kulisa, da se bom prav ustavil in naredil eno fotko svojega gorskega kolesa. Počasi se bližam zaključku vzpona. Tle imam že nekaj čez 250 višincev. Je pa tudi na tej strani kar precej poti, ki so označene s takimi belimi tablami. Tukaj imam zdaj tudi potrditev, da grem naravnost za zgodovinske poti na Brestovcu. Ja, prav tukaj na vrhu, kamor sem zdaj prišel, imam 295 višincev. Prišel sem do vhoda v kaverno in zdaj se bom kar s kolesom zapeljal skozi in skozi na drugo stran. Tako so narejeni taki posamezni položaji, kjer so bili topovi na to vzhodno stran. Jaz bom pa šel kar tukaj naprej po tej jamski poti. In vse je tako super označeno s temi lučkami, tako da praktično ne moreš zgrešiti poti. Evo, vse skupaj par 100 metrov in smo na drugi strani.
Več je teh spominskih tabel, kjer so opisane določene zgodovinska dejstva. Poleg te glavne poti, ki teče skozi kaverno, imate pa tudi razne stranske jarke, kjer so bili vojaški položaji okrog in okrog na tem hribu. Pa tako tudi razne klopce in mize so postavljene kot nekakšna počivališča za pohodnike, kjer lahko se ustavite, si privoščite kakšen sendvič in se malo odpočijete. Grem še malo okrog na drugi strani jame, ker vidim, da je urejena pot in tle se vse da kolesariti ali pa sprehajati. Sploh v tem jesenskem času se mi zdi, da je še posebej lepo, ker je dosti ruja, tudi so prav take čarobne barve. In tle prideš okrog spet na izhodišče, kjer sem začel. In tukaj ta pogled na vzhod se točno vidi, kam so bili topovi usmerjeni proti slovenskemu delu Krasa. Tle med vejami se celo vidi naš pomnik na Cirju. Če prideš do tukaj, je tudi prav, da si vzameš čas, se sprehodiš skozi ta jamski sistem, si ogledaš posamezne dvorane, napise, ki so ob njih. Jaz danes zato ne bom zgubljal časa, ker je že pozna ura. Bom si pa en dan vzel čas, pa bova prišla s soprogo tle gor in peš obdelala to območje. Zdaj pa, da ne bom šel prav po isti poti nazaj, kjer sem prišel, bom zavil od Brestavca tukaj levo, ki je na tabelci pisalo kraj Brežiči. In tu vem, to je gor na vrhu, blizu vasi, ki se imenuje Vrh. In tam se ponavadi potem vračam tudi s specialko. Tukaj so res lepo urejene poti. Vozim se z gorskim kolesom, ampak verjetno bi šlo tudi z grevlom. Tako da mogoče, kdor bi prišel sem peš, se mu splača iti v Brežiče in potem po tej poti, da pride sem. Ja, veš, zanimivo. Vse je tako razpredeno s temi potmi, te sem spet prišel do enega sistema teh obrambnih jarkov. Res zanimivo in zelo, zelo lepo. Poleg tega je tukaj zelo malo ljudi, tako da je v glavnem je mir in tišina. Če boste preučevali te poti, naj vam bo osnova kar tale moja proga na Stravi, kjer se danes vozim. Si približate vse skupaj na zemljevidu in si ogledate, kakšne poti, koliko jih je in kaj se da vse tukaj videti. Ja, tukaj bom prišel ven na asfalt in to je tudi najbolj smiselno izhodišče za obisk teh zgodovinskih poti. Je tudi označeno s temi rjavimi tablami. Zato, ker od spodaj na asfaltu, kjer sem štartal jaz, tisto je glavna cesta Gorica-Trst. In tam tudi nimate kje avta pustiti in tista pot gor na Brestavc je zelo strma. Tukaj pa pridete v ta zaselek Brežiči. Tle je dosti prostora za parkiranje. In potem greste praktično po ravnem skozi ta gozd, po lepi makadamski poti in prijete do tistih kavern. Evo, prišel sem na asfaltiran del ceste, ki jo poznam že odprej. In tukaj me čaka spust po asfaltu dol v Sovodnje. Ja, in zdaj nazaj proti domu je enaka zgodba kakor prej. Premagati moram teh 12 km ravnine in pač poiskati čim več lepih makadamov, zato da bi se čim manj vozil po asfaltu. Če boste gledali na Stravi tukaj pri Sovodnjah,
boste videli kar 2 slepi črevesi. Šel sem v prazno tja in nazaj, ker še sam odkrivam vse te poti in včasih najdem tudi tako, ki je slepa in ne moreš naprej. Danes sem kar 2 taki najdel. Sicer pa to sploh ni tako pomembno. Važno je, da sem izkoristil lep dan na kolesu in upam, da je pred mano še veliko takih lepih izletov. Hkrati pa tudi vam želim varno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.